Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedenski informativno-reportažni oddaji Bistriški tednik. Program Metalurški tehnik na Srednji šoli Slovenska Bistrica. Zbor Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Novinarska konferenca pred športnikom leta 2019. Na Srednji šoli Slovenska Bistrica bo letos šolanje zaključila prva generacija programa Metalurški tehnik. 4-letni tehnični program je po več kot 20-letni prekinitvi zapolnil vrzel na tem strokovnem področju, mladim pa ponudil možnost šolanja v lokalnem okolju. Iva Pučnik-Ozimič, ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica, je uvodoma predstavila programe, katere izvajajo na šoli, ki je lani praznovala 20. obletnico delovanja. Res smo praznovali 20-letnico svečano, s ponosom in zadovoljstvom, ker ocenjujemo, da smo Srednjo šolo Slovenska Bistrica razvili v sodobno in prepoznavno ustanovo, kot ste omenili. Izvajamo pa naslednje izobraževalne programe: splošni gimnazijski, tehniška programa, ekonomski in metalurški tehnik in poklicni program trgovec. Opažamo, da zanimanje za tehniške programe in posledično poklice zelo narašča zadnje čase, saj to je poznano širše. Tu bi mogla posebej izpostaviti program Metalurški tehnik, kjer delodajalci v vedno večji meri tudi razpisujejo štipendije za ta program za osnovnošolce, pa zadnja leta tudi za program trgovec. Na osnovi teh potreb se je oblikoval v preteklih letih tudi nov program Metalurški tehnik, zelo sodoben in odprt, ki zelo dobro usposablja za zaposlitve na najrazličnejših področjih, ne samo kovinsko-predelovalne industrije, ampak na vseh tehniških področjih, pa tudi odlično usposablja za nadaljnji študij. Program smo pridobili s pomočjo podjetja Impol, kjer dijaki tudi izvajajo mnoge aktivnosti in oni nas podpirajo pri vseh praktičnih izvedbah. In imamo letos že prvo generacijo ambicioznih in uspešnih maturantov in si želimo, da bo tako tudi v prihodnje. Program Metalurški tehnik je zanimiv za dijake, ki jih zanimajo osnovne fizikalne in kemične lastnosti kovinskih in nekovinskih materialov, njihovo analiziranje in preizkušanje ter tehnološki postopki za njihovo predelavo in obdelavo. Več o programu je povedal profesor Tomaž Klajnšek, univerzitetni diplomirani inženir metalurgije. Metalurški tehnik ponuja širok nabor splošnih znanj in strokovnih modulov, kjer dijaki najprej spoznavajo osnovne lastnosti kovin in prav tako nekovin. V višjih letnikih se pa srečujejo bolj z specifičnimi znanji iz področja metalurgije oziroma praktična in seveda teoretična znanja iz primarnega in sekundarnega pridobivanja kovin in zlitin, iz ulivanja kovin in zlitin, iz varjenja, iz plastičnega preoblikovanja in pa seveda iz področja preiskave materialov. Prav tako ob vsem metalurškem znanju pa v programu izvajamo tudi module, pri katerih dijaki osvojijo temeljna znanja na področju strojništva in mehatronike, prav tako spoznavajo temeljna znanja na področju podjetništva. Zdaj v osnovah recimo strojništva spoznavajo nekako področja mehanike, tehničnega komuniciranja oziroma risanja, izdelovanja in pa branja tehničnih risb. Na področju mehatronike pa spoznavajo predvsem robotiko in pa krmiljenje, kar je tudi nekako vsakdanje življenje v današnji proizvodni industriji. Na koncu šolanja imajo dijaki
obširno znanje za takojšnjo zaposlitev v katerikoli tehničnem podjetju oziroma kovinsko-predelovalni industriji. Prav tako pa imajo dijaki tudi odprte možnosti za nadaljevanje šolanja na višji, visoki ali univerzitetni stopnji študija metalurgije in pa na sorodnih področjih tehničnih fakultet, recimo strojništva, mehatronike, elektrotehnike in tako naprej. Profesor dr. Samo Semenič je pojasnil, da je metalurgija izjemnega pomena tako za Slovenijo kot tudi širše. Slovenska metalurgija sega 4000 let nazaj. Začela se je z koliščenjem, se pravi z bakrom, ulivanjem, uporabljanjem bakra in tako naprej. Danes slovenska metalurgija pokriva barvni, črni del metalurgije praktično. Res, da smo majhni, v Evropi res majhni, ampak ker smo nišno usmerjeni, pa specializirani, smo zato toliko bolj zanimivi. Zdaj, če samo pogledate današnji usmeritev Evropske skupnosti, pa ne samo Evropske, ampak tudi slovenske industrije, da težimo k temu, da recikliramo, da dejansko razpolagamo z razpoložljivimi viri, se pravi, je že tudi to v metalurgiji prisotno vsaj 50 let. Se pravi, tu imate en primer, naprimer reciklaže, tu imate že nov razvoj dejansko, novi izdelki. V Evropi težite novim izdelkom, novim dognanjem. Slovenska industrija metalurška je sposobna in sodeluje ne samo pri razvoju, tudi nove izdelke, proizvaja nove zlitine, nove materijale in je, moram reči, da z tega stališča uspešen, zelo uspešen sogradnik metalurgije v Evropi. In zakaj so se dijaki 3. letnika odločili za program metalurški tehnik? Za ta program sem se odločil zaradi bližine šole, zaradi možnosti štipendije in pa kasnejše zaposlitve. Šola nam zelo veliko omogoča, kot so ekskurzije v druge države, velike možnosti za obšolske dejavnosti, saj nam zelo pomagajo tudi z statusi in pa veliko mi je pomenilo pohvale šole drugih dijakov. Program metalurški tehnik pa je namenjen vsem, ki jih zanimajo kovine, obdelava kovin, njihove lastnosti, prav tako pa se tudi veliko ukvarjamo z mehaniko in pa osnovami strojništva. Za program metalurški tehnik sem se odločila, zato ker mi je pač bližina šole, ter ker mi program omogoča tako nadaljnji študij kot zaposlitev, tako v lokalnem okolju, kot tudi v tujini. Prav tako pa imamo na šoli veliko delovne prakse, tako v tehnični učilnici, v Impolu, ter tudi v tujini. Sama odhajam marca na delovno prakso na Portugalsko. Vid, zakaj si se pravzaprav odločil za program metalurški tehnik? Ja, za program metalurški tehnik sem se odločil zaradi bližine domačega kraja, zaradi štipendije ter tudi odličnih možnosti za zaposlitev. V šoli mi prav tako omogočajo odlično prilagajanje šolskih obveznosti z obšolskimi treningi košarke. Prav tako pa imamo v šoli tudi veliko zelo zanimivih predmetov, ki nam dajo širino tudi na drugih področjih, kot je recimo mehatronika ter mehanika. Skupina Impol pri programu metalurški tehnik sodeluje s praktičnim usposabljanjem in pomaga pri specialni opremi za pouk. Kot pravi Nina Potočnik, direktorica Kadringa, bodo znova na voljo tudi štipendije. Programa metalurški tehnik zdaj 20 let v Sloveniji ni bilo, kar pomeni velik manko na tem področju, saj nismo dejansko imeli s trga ustreznega kadra, ki bi lahko pristopil k delu in že obvladal kompetence, ki so potrebne za delovna mesta v naši proizvodnji in tudi kasneje za inženirska delovna mesta. S tem namenom smo se tudi močno borili, da bi vzpostavili na novo program metalurški tehnik, ki ga ne potrebuje samo skupina Impol, temveč tudi vsa ostala slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z metalurgijo, in teh je kar precej. Razpisali smo vsako leto, odkar se je program odprt, to je zdaj že 4. leto, 15 štipendij in enako bo tudi letos. Mi samo upamo, da bomo dovolj dijakov zanimirali, da se bodo na ta program prijavili, kajti program se je izkazal za resnično strokovno zelo korektne. In kakšne so možnosti zaposlitve v podjetju?
vsi naši štipendisti dobijo takoj možnost zaposlitve, hkrati pa jim tudi omogočamo, da se lahko odločijo za nadaljnji študij. Naprimer, letošnje leto končuje prva generacija metalurgov in 4 od teh bomo dali štipendijo tudi za študij metalurgije na višji stopnji oziroma na univerzitetnem nivoju. Če pa bi imeli željo za študij strojništva ali pa informatike ali karkoli podobnega, bi jih tudi podprli. Hkrati tudi omogočamo tistim dijakom, ki se ne želijo takoj zaposliti, da lahko zamrznejo čas štipendiranja in se preizkusijo v študiju. In tudi tem bomo kasneje omogočili zaposlitev. Tako da dejansko vsi, ki so naši štipendisti, imajo nekako stopnico v skupino Impol že garantirano. Ob koncu pa še povabilo ravnateljice Srednje šole Slovenska Bistrica, Ive Pučnik-Kozimič, na informativna dneva. Vse devetošolke in devetošolce lepo vabim na informativne dneve, ki se že kar približujejo, in sicer 14. februarja ob 9. ali ob 15. uri ali 15. februarja ob 9. uri. Odprli vam bomo vsa vaša vrata, seveda tistim, ki vas zanimajo programi Srednje šole Slovenska Bistrica, in prav vsi dobrodošli. Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica se ponaša z dolgoletno tradicijo. Že davnega leta 1924 je skupina naprednih čebelarjev na občnem zboru na Črešnjevcu postavila temelje za njegovo delovanje. Danes spada med večja čebelarska društva v Sloveniji. Zagotovo pa je najštevilčnejše društvo v Čebelarski zvezi društev Maribor, saj je bilo lani vanj včlanjenih 81 članic in članov. Člani društva so se v petek, 24. januarja, zbrali na rednem zboru v Čebelarskem centru na Zgornji Bistrici. Maksimilijan Prah, predsednik društva, je ob tej priložnosti predstavil dosežke preteklega leta. Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica se lahko ponaša z dolgoletno tradicijo, saj so že davnega leta 1924 skupina naprednih čebelarjev na občnem zboru na Črešnjevcu postavila temelja za njegovo delovanje. Danes spada med večja čebelarska društva v Sloveniji, zagotovo pa največje društvo v Čebelarski zvezi društev Maribor, saj nas je bilo v lanskem letu članjenih 81 članic in članov. Povezanost, sodelovanje in kolegialnost so vedno bila vodila med čebelarji in prav to želimo ohraniti in utrjevati še naprej. Ob dnevu odprtih vrat bistriških čebelarjev so nas med drugim obiskali otroci iz okoliških vzgojno-izobraževalnih zavodov. Zelo smo uživali ob njihovem navdušenju nad naravo in poznavanju cvetlic. Posebej so pokazali spoštljiv odnos do čebelic in medenih izdelkov. Zato še enkrat pozivam vse prisotne, da v svoje učne programe vključijo vsaj enkrat na leto obisk otrok v čebelarskem centru. Mi čebelarji pa jih bomo kot do sedaj z veseljem sprejemali. V letu 2019 smo imeli nekoliko lažje zadihali, saj smo po prijetju uporabnega dovoljenja čebelarskega centra vedeli, da je gradnja v grobem zaključena. Ampak to ne pomeni, da smo v letu 2019 mirovali. Uredili smo škarpo okoli kontejnera, zdrejne postaje, položili betonske plošče pod nadstrešnico, imamo vse pripravljeno za nova vhodna vrata in namestili 2 dodatna smerokaza za čebelarski center. Tudi društvena trgovinica je delno zaživela, pa knjižnico smo obogatili z dodatnimi poučnimi knjigami, nekaj smo jih prejeli tudi od Čebelarske zveze Slovenije. In tudi muzej smo dopolnili. Leseno točilo je podaril sam župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, pa kompletno zbirko kirarjev, panj in opremo je Franc Oder prenesel. Zelo bogata dediščina, katero moramo še pravilno restavrirati. Ne bom našteval aktivnosti, ki so se odvijale na vseh lanskih delovnih akcijah. Preko 900 delovnih ur smo vložili v čebelarski center, da je danes takšen, kot je. Posamezniki so še aktivnosti vršili izven delovnih akcij. Pred otvoritvijo Čebelarskega centra Slovenske Bistrice, to je 16.10.2018, se je v prostorih Čebelarskega centra podpisalo tripartitno sodelovanje med Čebelarskim društvom Slovenska Bistrica in vzgojno-izobraževalnimi zavodi. In
občino Slovenska Bistrica. Prav slednjemu smo v letu 2019 namenili največ pozornosti, kajti osveščanje predšolske in šolske mladine je ključ do ohranjanja matere narave. Prav tukaj je župan dr. Ivan Žagar dokazal, da se globoko zaveda, da je izobraževanje in ozaveščenost ljudi o zdravi naravi temelj za razvoj in obstanek napredne družbe. V ta namen smo pripravili program, katerega smo izvajali v sezoni in je v ta namen obiskalo čebelarski center preko 1000 otrok. Res velika številka, ki nam je lahko samo ponos. V ta namen društvo prejema tudi finančna sredstva, člani pa to izvajamo volontersko in z veseljem. 7.9.2019 smo izvedli peti tradicionalni kuhanje medenega kotlička. Sodelovalo je 8 ekip, bilo je kar pestro, saj se je vse pojedlo, kar se je pripravilo in tako je tudi prav. Nadaljevali smo tudi dežurstvo v našem čebelarskem centru, katero je potekalo od otvoritve vsako nedeljo od 15 do 20 ure do konca oktobra. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 20. januarja do 27. januarja letos obravnavali 15 kaznivih dejanj. Od tega 4 velike tatvine, 3 tatvine, 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje grožnje, 1 kaznivo dejanje goljufije, 1 kaznivo dejanje zatajitve, 1 kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe in 1 kaznivo dejanje nasilja v družini. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je iz trgovskega lokala odtujil optični pripomoček in s tem lastnika oškodoval za 1280 evrov. Neznana storilka je s preslepitvijo domnevne ureditve kredita občana oškodovala za 500 evrov. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo in na stavbnem pohištvu povzročil za 500 evrov materialne škode. Laporje. Neznani storilec je v gozdu na področju Laporja izvršil večjo krajo hlodovine in s tem lastnika oškodoval za 8000 evrov. Spodnja Nova vas. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo in na stavbnem pohištvu povzročil za 1000 evrov škode. Policisti so bili obveščeni o 16 prometnih nesrečah. Od tega so 6 nesreč obravnavali kot prekršek. V 8 primerih pa so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo. V 2 primerih pa so prometno nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 4 obdolžilne predloge na Okrajno sodišče v Mariboru ter ob tem izdali še 17 plačilnih nalogov. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bilo 3 voznikom začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 2 intervenciji v zasebnih prostorih. V enem primeru so zoper kršitelje uvedli hitri postopek, v drugem primeru pa so evidentirali kaznivo dejanje nasilja v družini. Vito Dragič in Teja Tropan, oba člana judo kluba Impol, sta najboljši športnik in športnica občine Slovenska Bistrica za leto 2019. Vito Dragič, ki je že 3. in 2. zapored najboljši športnik v občini, je lani dosegel vrsto vrhunskih rezultatov. Na svetovnem prvenstvu v Tokiu je osvojil 9. mesto, 9. je bil tudi na Evropskem prvenstvu v Minsku. Na tekmovanjih za Grand Prix je osvojil 5. in 7. mesto. Na tekmi svetovnega pokala je bil enkrat 5., v tekmovanju za Evropski pokal pa je enkrat zmagal in bil enkrat 5. Vito Dragič je tudi državni prvak in zmagovalec skupnega seštevka slovenskega pokala v moški konkurenci ter dobitnik več medalj s pokalnih prvenstev Slovenije.
Na novinarski konferenci, katero je pred prireditvijo Športnik leta občine Slovenska Bistrica za leto 2019 pripravila Športna zveza občine Slovenska Bistrica v sodelovanju z Javnim zavodom za informiranje Slovenska Bistrica, je takole strnil doseženo v preteklem letu. Vsako priznanje, ko ga dobiš kot najboljši športnik, ti ogromno pomeni. Trenutno mi pač to je spet en pokazatelj, da v bistvu ta 4-letni program, ki smo si ga zastavili do olimpijade, je uspešen, tako da v bistvu gremo po teh nekih smernicah. Če ne bi imel takšnih dobrih rezultatov, pomeni, da tudi ne bi bil blizu olimpijade, tako da sem zelo ponosen na to in zelo počaščen, da sem spet športnik Bistrice. Kajti lani ste dosegli kopico vrhunskih rezultatov. Žal je pa nekako zmanjkala ta pika na i, da bi že imeli zagotovljeno normo za olimpijado. Ja, z lanskimi napakami lahko rečem, da sem si vrgel v stran skoraj 700 točk, kar bi bil, tako že prej rekel gospod Franc Očko, da bi že bil z eno nogo na olimpijadi, ampak še vedno je to judo in tu se v bistvu ne ve do zadnje tekme. Tu, če bi imel teh 700 točk, lahko na koncu, da ne bi bil kvalificiran, tako da bomo lahko v kvalifikacijah pa v olimpijadi bolj iskreno govorili 25. maja, ko je zadnja tekma. Do takrat pa ja, upamo, da te napake popravimo pa gremo na boljše točke. Prvič so za najboljšo športnico izbrali Tejo Tropan, ki si je naziv športnice leta prislužila predvsem s 7. mestom na Evropskem prvenstvu za mlajše članice v ruskem mestu Ižansk. Poleg tega je po 2-krat osvojila 5. in 7. mesto na tekmah Evropskega pokala. Udeleženka univerzijade je tudi državna članska prvakinja in državna prvakinja med mlajšimi članicami. Prav tako je 3-krat zmagala na slovenskih pokalnih tekmovanjih z mednarodno udeležbo. In kaj ji pomeni priznanje za najboljšo športnico občine? To je res ena potrditev, predvsem za mene, da delam dobro, da so moji rezultati vidni in upam, da bom še naprej. To je pač predstavljalo neko motivacijo še za naprej za mene. Lani ste resnično dosegli kar nekaj vrhunskih rezultatov. V igri je bilo pa morda še nekaj več, celo medalja, je tako? Ja, na kar nekaj evropskih članskih pokalih sem bila zelo blizu, 2 5. mesta, 2 7. mesta in pa na koncu leta tudi 7. mesto na Evropskem prvenstvu. Bile so to neke napake, ki se, ne vem, v sekundi 20, bi lahko tako rekli, da se jih popraviti, mogoče se tudi malo bolj psihično pripraviti na nadaljne tekme, ki me čakajo v letošnjem letu, da letos res posežemo po medaljah. Kateri bo glavni cilj? Glavni cilj je Evropsko prvenstvo, predtem pa tudi dobre uvrstitve na evropskih pokalih in pa seveda obraniti naslov članske državne prvakinje. Na novinarski konferenci so sodelovali Bojan Fajs, predsednik Športne zveze občine Slovenska Bistrica, Nina Potočnik, direktorica kadringa, Kristina Vršič, trenerka najboljšega športnika in športnice, ter Franc Očko, direktor judo kluba Impol. Najboljšim športnikom občine so priznanja v več kategorijah podelili v četrtek 30. januarja na prireditvi Športnik leta 2019 v Viteški dvorani Bistriškega gradu. Več o prireditvi pa boste izvedeli prihodnji teden. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, to je tudi vse, kar smo za vas pripravili v tokratni informativno-reportažni oddaji Bistriški tednik. Vse dobro in nasvidenje do prihodnjič.